Dober dan v dvorani, kjer bo danes tekla beseda o naši, predvsem pa vaši prihodnosti. Na en poseben način, na način, ki ga bodo soustvarjali oziroma ste ga soustvarjali svojim razmišljanjem že nekako vi. Za menoj pa so tisti trije, ki poskušajo nagovoriti aktualne volivke in volivce, da jim zaupajo na osnovi seveda njihovih programov. Danes pričakujemo iskren pogovor, takšen, kot se tiče in pritiče vsem nam, ki se, vsaj vi, izobražujete za bodoče intelektualce in pa seveda tistih, ki to danes so že in bodo seveda dokazali tudi s svojimi odgovori in svojimi razmišljanji, da so vredni tudi vašega zaupanja. Kako naprej? Je naslov projekta, ki so ga pripravili v Mladinskem svetu Ljutomer, oziroma bolje povedano, dva na moji desni strani sta tista, ki nekako bdita nad izvedbo tudi tega finalnega dogodka o projektu, ki sem ga imenoval, v katerem pa je predvideno tudi soočenje županskih kandidatov. Zato mi dovolite, vkolikor jih še ne poznate, najprej se malo omaknem, da boste jih bolje videli. To so Gregor Žižek, Dejan Karpa, Maksimilijan Gošnjak. Predviden pa je bil še eden oziroma dva kandidata, saj letos se predstavlja, da ne rečem, nastopa 5. Andrej Vršič, ki pa se je upravičil in vas vse skupaj lepo pozdravlja, vendar je zaradi službene odsotnosti na sejmu na Nizozemskem in žal danes seveda ne more biti tukaj. Opravičila pa se je tudi aktualna županja Olga Karpa. Da ne bom predolg, poleg tistega še enkrat lepo pozdravljeni. Ura je bila 12:15, zdaj, če bi bili v šoli, bi dobili že malo opozorilo, da zamujamo, ampak naj ne bo oproščeno. Zakaj, kako, pa, kot sem že napovedal, oba strokovna sodelavca oziroma tista, ki peljeta tale projekt, Sanja Vičar in Franjo Kosi. Obema dober dan, prosim, če pridete malo bliže in ker imajo name prednost, nam bo Sanja povedala nekaj več o projektu, pa morda še kakšen pomemben napotek dala za to, da se bo vse skupaj tukaj v dvorani Šicer tudi začelo. Izvolite. Najprej lepo bi pozdravila vse prisotne županske kandidate, predstavnice Mladinskega sveta Slovenije in pa tudi vse ostale, ki ste se danes vtegnili vzeti čas in prišli na soočanje. Slednje je projekt oziroma produkt samega projekta Participiraj, s katerim je Mladinski svet Ljutomer bil uspešen na razpisu Mladinskega sveta Slovenije, ki je tudi glavni financier samega projekta. Kot ste že lahko videli kje v medijih oziroma na naših spletnih straneh, je namen tega projekta ozaveščanje mladih o aktivnem državljanstvu in aktivni participaciji v družbenem okolju. Zdaj, da ste aktivne državljane, ste pokazali že s tem, da ste prišli na današnje soočanje, za katerega želim, da mine v čim prijetnem vzdušju in najbolj predvsem namenjen mladim. Zdaj, na kratko bi še povedala nekaj tako pravil. In sicer, ker je naš skupen partner oziroma partner v tem projektu tudi gimnazija in seveda vsi ostali mladi, so ravno ti rdeča nit samega dogajanja, zato bi prosili, če se v samem soočanju izognete kakršnemu političnem oglaševanju svoje stranke oziroma političnih idej. Vse, kar bo povedano, naj bo namenjeno in povedano zgolj mladim. Zdaj, z moje strani mi je na kratko bilo to vse. Predam pa besedo sodelavcu Franjo, ki bi povedal še nekaj tehnoloških stvari. Ja, v glavnem, rad bi se zahvalil vsem, ki so nam pomagali pri uresničevanju tega dogodka, kot tudi prostovoljcem, ki so nam pomagali seveda urediti take prostore, ker seveda ste gimnazijci, pa veste, kako drugače to izgleda. Zdaj pa še stvar 2, imamo tukaj listo prisotnosti.
ker imamo pač financirja, je potrebno tudi upravičiti, pač glavne, da so sploh prišli ljudje gledati, kaj se sploh pri nas dogaja. Tako da bom krok dal to listo, pa bi vas prosil, če se pač podpišete. Je pa neodvisno, čista od vsega, tako brez skrbiti, nekaj v paniku. Hvala. Hvala lepa, Rajne, za povedano. Seveda tudi vlogo časomerilca bo imel, kajti seveda odgovori bi naj bili nekako časovno omejeni, to pa zaradi stiske, kajti v 2 urah bi naj nekako spravili pod streho vse to, kar smo pripravili za tole današnje srečanje tukaj v dvorani. Prvi sklop, debata glede na plakate. O tem bomo zdaj govorili, zato bom kandidatom, aktualnim kandidatom za župana občine Ljutomer zastavil 3 vprašanj, lepo po vrsti. Najprej prvo in na prvo boste odgovarjali drug za drugim. Približno minuto pa imate časa za to, da poveste svoje mnenje, svoje razmišljanje, svoje gledanje. Tisto, kar pač želite sporočiti, sicer v tem trenutku večini, še le aktualnih volivcev, ampak vseeno je. Na Mladih svet stoji, kot smo rekli, in prav je, da slišijo tudi oni, kako gledate na nastalo situacijo oziroma kako vi vidite tudi njihovo prihodnost. 3 vprašanja. Prvo se glasi, zakaj na volitve? Morda začnemo na tej strani. Maksimilijan Gošnjak. Najprej vsem lep pozdrav. Zelo lepo mi je, da je tu toliko mladih. Moram priznati, da je to prvič v zgodovini Ljutomera, da imam priložnost govoriti z mladimi. In bilo bi lepo, če bi takšnih dogodkov bilo tudi več. Zakaj na volitve? Vsi veste, da je Ljutomer mesto z bogato zgodovino. Na to smo izredno ponosni, ampak v zadnjih 30 letih od osamosvojitve naprej, sicer je malo manj let, ampak v zadnjih 30 letih pa se je v Ljutomeru radikalno spremenila situacija. Ljutomer je nekoč bil središče ne samo Prlekije, ampak širše regije, tudi bil nekak najmočnejši v trgovskem potencialu in tudi v spodbujanju narodne zavesti. Danes Ljutomer ne predstavlja v slovenskem smislu ne nobenega centra, ne nobene politične moči. Edina institucija, ki jo imamo v Ljutomeru, je gimnazija Ljutomer, ki pa še vedno daje ogromno kadrov in to je tisto, kar me spodbuja k temu, da pred mladimi danes nastopam. Pustil sem, da dokončate stavek, bi pa seveda morda sedaj naredil samo še to izjemo, da vas vse 3 naprošam, če bi pogledali tudi skozi oči mladih, pa odgovorili na to vprašanje. Stavek 2. Zelo na kratko. Želel bi si, da bi se mladi aktivirali tudi v Ljutomeru in svoje poslanstvo upravljali na vseh področjih. Hvala lepa. Dejan Karba. Na volitve se pravi zato, da stvari spremenimo na bolje, da kurs obrnemo v pozitivno, seveda tudi zato, da bodo mladi lažje participirali, zato, da mladim uredimo v Ljutomeru nek dostojen center, ki ga v Ljutomeru ni. Ideja o tem, da se gre na volitve, je plod temeljitega premislika. V ekipi imamo dosti mladih in tudi sam sem bil, ko sem obiskoval to gimnazijo, poslušalec, tako ste vi zdaj, poslušalec starejših, ki so vedno govorili, kaj bodo, kaj ne bodo. V Ljutomeru je pač situacija taka, da je ladja nekam pripeljala, kjer teči in treba je samo dvigniti sidro pa odpeljati dalje. Toliko z moje strani na kratko. Hvala lepa. In še Gregor Žižek. Ja, pridružujem se Maksimilijanu in Dejanu, ampak jaz bi povedal še na splošno, gledajte, iz cele regije, ste iz celega Pomurja, kjerkoli ste doma,
idite na volitve oziroma ko boste 18 let stari, ker vi odločate, vaš glas odloča, kaj se bo dogajalo v vaši občini, naši občini, vaši regiji in vsaj z moje strani mladi niso pozabljeni, ker sem tudi 5 let delal v kriznem centru za mlade, tako da vem, kako in kaj, kakšna pričakovanja imajo. Prav gotovo, ampak vseeno, če bi vi bili v njihovih letih, zakaj bi šli na volitve? Ker kot sem že rekel, vsak glas šteje. Vsak glas šteje, vsaka ideja, ker v bistvu, ko obkrožite številko ali pa črko ali pa karkoli na tistem volilnem lističu, veste, da ste storili nekaj, kateri bi vas naj slišal oziroma struktura vas bi slišala, da se nekaj spremeni, uredi v vašem kraju in dobiti občutek, tak za pa res lahko nekaj naredim v svojem meni, ne samo nekaj gledati na zveno, znotraj, ampak evo, to je moja odločitev in jaz se želim spremeniti. Hvala, pa gremo kar nazaj k drugemu vprašanju od vas, Gregor Žižek. Zakaj je potrebno upoštevati mnenje mladih? Kaj mislite? Pa imamo že zlajno, da mladi svet stoji. To so že nas učili, ki smo malo v letih, vas naprej učijo. Glejte, mogoče še naša demokracija ni toliko zrela, kot če gledate to, ker imate več možnosti, kot smo mi imeli, da greste po svetu, da vidite, da imajo mladi tam več možnosti. No, to poskušamo tudi pri nas nekako rediti, ne samo na državnem, ampak tudi na regijskem nivoju in dati možnost, da se mladi pridejo za svojimi idejami, da so avtonomni, da jih pustimo, da kreirajo svoje ideje in jih ne v bistvu ne zadržujemo oziroma ne sankcioniramo. Hvala lepo za tale odgovor. Seveda zlajnano je, pravi, ampak prepričan sem, da mladi bodo odkrili spet kaj novega in bomo takrat lahko sledili. Tudi še samo dodal, če lahko. Slovenijo oziroma ljudje se otapljamo v nekem mišljenju, da se tak nič ne splača, da so vsi politiki skorumpirani, da se nič ne da. In če hočemo kurs spremeniti ravno na mladih, da ugotovijo to, da morajo se to lepo tak pravi participirati, se pravi se odločiti, da bomo soodločali pri naši prihodnosti. In ne iti na volitve je isto, kot da se pač strinjaš z situacijo, pa kakršnekoli že je. In študije kažejo, da se slovenstvo v bistvu res utaplja v nekem vprašajo, zakaj se ne gre voliti. Volitve so iz leta v leto manj obiskane. In tu, če kdo, potem so mladi, ki lahko ta kurs preokrenejo. Ja, odgovor, zakaj na volitve, ampak zakaj je potrebno upoštevati mnenja mladih? Bo pa zdaj tisto vprašanje, ki pa vam je bilo v nadaljevanju namenjeno. Upoštevati mnenja mladih najprej, kaj mi pade na misel, je to v bistvu naš svet bazira na neki digitalni platformi, ki jo mladi zelo dobro obvladajo. In če govorimo o nekem večgeneracijskem sodelovanju, so mladi tisti, ki zdaj lahko več naučijo starejše generacije kot pa kontra. In plus tega, mladi ravno zaradi te platform posegajo lahko po širšem znanju, po zvezah, ki jih imajo po svetu. In kdajkoli prej so bili mladi potrebni, so danes dosti več, kot so bili prej. Glih zaradi tega. Prav gotovo, pravi primer, dobra praksa medgeneracijskega sodelovanja. Še tretji kandidat, Maksimilijan Bošnjak, prosim. Jaz bom malo bolj drzen. Rekel bom tak, če bi Ljutomer vodili mlade, jaz verjamem, da bi Ljutomer bilo živo mesto, napredno mesto in mesto razvoja. To je sicer malo drzen stavek, ampak če mi dovolite, bom samo nakratko povedal, kako smo funkcionirali v moji mladosti, ko smo bili gimnazijci. To je bil čas socializma, ki ga danes vsi kritizirajo, pa pravijo, da se nič ni smelo reči, da je bilo nevarno. Ampak mi smo imeli prvi klub v Ljutomeru, ki je bil generator novih idej med mladimi, večinoma smo to bili gimnazijci in smo dobili klub v prostoru, kjer je danes veterinarska postaja.
Samo za kratko povem o zgodovini. Tam je nekoč bilo kopališče mestno v tisti stavbi, zato se je tista stavba naredila, ker v Ljutomeru še ni bilo vode in smo se doma pomivali v laboriji, vodo pa nosili iz Studenca in Ljutomerčani smo tam dobili moderno kopališče, tako da smo se lahko hodili tja kopati. Pa je Ljutomer dobil mestni vodovod, pa smo tam dobili svoj klub. In v tem klubu smo, bomo tako povedal, čitali Froma, Heseja, Castanedo, poslušali rock jazz in takšno glasbo in generirali ideje tudi v ljutomerski prostor. Ampak ker smo bili malo preveč radikalni, so nam po enem letu tisti klub zaprli in se mi zdi, da je ta zgodba od tistikrat tako močno zamrla v Ljutomeru, da enostavno mladi tudi še vse do danes niso aktivni v družbi, to govorim v ljutomerskem okolju. Je pa iz naše generacije dr. Vlado Mihaljak še vedno tisti, ki v slovenskem prostoru aktivno deluje kot kolumnist in še vedno zelo objektivno opisuje, kako bi mogel biti svet naprej. In prav mladi ste tisti, ki bi tudi v Ljutomeru se mogli aktivno vključiti, kako naj gre Ljutomer naprej. Hvala tudi za ta odgovor. Preden zastavim tisto tretje vprašanje v tem prvem sklopu, pa mi dovolite, da preberem odgovore mladih, ki so skozi svoje oči spremljajo, doživljajo življenje tukaj, kjer danes poteka, da rečem, tole soočenje. Pravijo takole, zakaj na volitve? Zato, da nekaj spremenimo, ker je to naša državljanska dolžnost in temelj demokracije. Ker imam preveč časa. Da se aktivno vključimo v družbo, ker nam to zapovedujejo starši, učitelji, družba, ker vsak glas šteje, to smo danes že slišali tudi tu. Da povemo svoje mnenje, naša pravica in dolžnost je, ker se mi zdi ustrezno, da vsi skrbimo za našo občino na tak ali drugačen način in tako posledično tudi za državo. Ker mi je mar, kdo bo krojil moje življenje, od službe do prostočasnih aktivnosti, pa okolje, v katerem živim in še bi lahko naštevali. Razlogi, zakaj menim, da je odstotek mladih volivcev zelo nizek, no, to pa je slaba zastopanost mladinskih interesov, stari obrazi v politiki, neizpolnjevanje predvolilnih obljub, slaba politična kultura staršev, ki vrednost demokracije ne prenesejo na otroke. Zakaj je potrebno upoštevati mnenje mladih? Zato, ker smo mladi prihodnost in bomo morali živeti v svetu, kakršnega danes ustvarjamo. Ker na mladih svet stoji, ker je prihodnost v mladih, ker bomo mladi živeli v skupnosti, ker svet stoji na mladih, ker so mladi prihodnost, da se ne ponavljam. Ker smo pomembna skupina v občini, ker na mladih praktično stoji svet. In ta odgovor se ponavlja še kar nekajkrat. Ker so mladi inovativni, kreativni, polni energije, znanja in zagona, ker so pripravljeni spremeniti stvari na boljše. Mladi smo torej tisti, ki bomo dlje časa živeli v tej skupnosti in posledično bodo od nas določene odločitve, ki bodo vplivale dlje časa. Ali pa se bomo kratko malo odselili, kar pa je na koncu koncev slabo za domač kraj. In tukaj si bom dovolil vsakemu zastaviti vprašanje. Potem, kar ste slišali, veliko je bilo skupnega, ampak vseeno, vas je kakšen odgovor presenetil, ste nam pozabili, oziroma Maksimilijan Bošnjak, 2 stavka. Ne, ni me nič presenetilo. Jaz bi si želel, da bi bilo tako. Mene je pozitivno presenetilo to, da so mladi ugotovili v bistvu, da treba participirati, da treba sodelovati. To vsaka čast. In Gregor Žižek. Ja, kar nekaj zanimivih odgovorov. Najboljše satirični gram pa rekel, oče in mama sta me prisilila. Vsaj po eni strani je neki začetek, oče in mate, da ti neko vsebino data oziroma neko vizijo oziroma neko smer. Je pa
ta zadnja oziroma predzadnja alineja, vse ne na zadnje bomo živeli v tej skupnosti. To vam je res pozitivno presenetilo, ker če zdaj gledamo te soočanja razna, vidimo, da, pa ne samo mladi, tudi ostali govorijo, kaj bomo tukaj, se ni neke prihodnosti, ni neke zaposlitve, ono tretjo, ampak to pa mi daje upanje, ne samo vam mladi, ampak tudi nam, oziroma vse meni kot kandidatu za župana, da res bo ta rek na mladi svet stal drživo. Hvala lepa, čeprav priznam, da sem se sam zelo zamislil nad zadnjim stavkom, ko mladi kar suvereno rečejo, ne, bomo pa šli drugam. Ja, kako naprej, pa je vseeno. Vprašanje za vse nas, ki smo danes tukaj, pa ne samo tukaj, tudi širše v občini in še kje, saj imamo na koncu predstavnico tudi iz Slovenije, pa me zanima vaš odgovor. Aktivno državljanstvo, kaj je to? Maksimilijan Bošle. Zame je trenutno aktivno državljanstvo to, da kandidiram. Pri mladih pa bi pričakoval, da bi bili čim bolj vključeni v vse dejavnosti, ki se dogajajo tukaj. Ena od takšnih lepih dejavnosti je prostovoljstvo, potem tudi politično bi pričakoval, ne kot politična stranka, ampak da bi družbeno reagirali na ljutomerske odločitve politike, na marsikaj, kaj se dogaja v našem okolju in da bi bili povsod vključeni. Društva niso samo zato, da se družimo, ali da se družite. Naloga društva bi bil tudi neka družbena odgovornost. Društvo bi mogla ravno svoje ideje tudi širše spravljati v ljutomerski prostor. In gledajte, jaz se po 12 letih vračam v politiko, da kandidiram in to je moja družbena odgovornost. Meni je dovolj, jaz sem rekel, zdaj se bomo pa povezali in v Ljutomeru speljali stvari čisto po drugem toku. Leta 2000 je bil problem mladine ta, da mladina ni imela ničesar v Ljutomeru in smo takrat uspeli v politiki doseči, da se je ustanovil Prleški mladinski kulturni center kot zavod, ki pa ni nikoli zafunkcioniral, ki ni imel nikoli prostorov, nikoli mladih in leta 2016 je občina ta zavod likvidirala, kljub temu, da je bil na papiru, zaživel pa ni. In to je tisto, kar je pri mladih pomembno, da so aktivni. Prav gotovo in da gledajo skozi svoje oči, kot še enkrat vljudno naprošam se pri kandidate, da gledate in odgovarjate skozi oči mladih. Zato aktivno državljanstvo razumem kot neko ločevanje zrnja od plev. Mi imamo polno nekih plev pa floskov servirajo razni deležniki ločevati zrnja od plev. Če se navežem na svojega soseda, Ljutomer je imel leta 2000 tukaj eno zelo dobro destinacijo, kjer smo mladi hodili Ficko, se je rekla. V tistem Ficku smo bili mi združevali šolske zadeve in obšolske zadeve in tista generacija, ki se je pri Ficku zadrževala, je večinoma ostala v Ljutomeru. Se pravi, imeli so nekaj prostor se zadrževati, neformalno izobraževanje, če ne bo temu tako povemo, so potekali tam. Res je, kako pivo, kde je spilo, verjamem, da tudi zdaj. Marsikde je tudi ravnatelj prišel po nas, spet kje ste, ampak pravim, ko se je Ficku podrl, je marsikaj šlo na slabše, kot je šlo. Spravim, da sklenem aktivno državljanstvo je to, da se zavedamo, kje živimo in da res ločujemo zrnje od plev. Hvala lepa, Dejan Kalva, zdaj pa še Gregor Žižek. Ja, aktivno državljanstvo. Prvo, spremljati stvari doma, v svoje okolice in se poskušati vključevati v vse segmente družbe, kot ste že prej omenila, govornika pred mano. To so društva, to so klubi, to so neformalna srečanja, to so žurke, kjer marsikdaj tudi kakšna ideja pade, dobra ideja in jo seveda tudi kasneje treba realizirati. In pa se tudi spremljati stvari, ki smo pač malo tečni, kaj se tiče
politike, določenih sprememb, določenih stvari in biti tudi kritičen. Upam pa, da vas bodo slišali oziroma sprejeli vašo konstruktivno kritiko tisti, kjer morajo. Zato se danes tudi pogovarjamo in prav je, da tudi vi slišite to, kar so zapisali mladi, ko so imeli priložnost, da tudi oni spregovorijo o tem, kako vidijo in kaj njim pomeni aktivno državljanstvo. Kaj pravijo? Kaj je to? Poznavanje trenutnih tem in razmer, imeti svoje mnenje in ga znati argumentirati, hoditi na volitve. Udeležba na volitvah ali pa, kot ta stavek, nekoliko obrnjena beseda, da grem voliti. Vsesplošna aktivnost državljanov na različnih področjih, volilna pravica, da mladi odločamo o političnih vprašanjih in tudi sami dajemo pobude, ideje. Slovenija je naša, zato me zanima vse, kar je v zvezi z njo. Aktivno državljanstvo pa je, da si ozaveščen o političnem dogajanju, se vanj vključuješ, in to formalno in neformalno, kot so peticije, protesti in volitve. Tako gledajo, razumejo in si želijo mladi v občini Ljutomer. Vaš kratek odgovor na slišano? Gregor Žižek. Ja, zdaj vidimo, kaj je v bistvu za mlade pomeni aktivno državljanstvo in kaj lahko rečem. Nismo bili dosti mimo brstnili, tako se še čutimo neke vaše želje, hotenja, tako to čisto na kratko. Namenoma nisem hotel prej prebrati njihovih odgovorov, zdaj pa izvolite. Nek filozof je napisal, da besede, ko jih izgovorimo, takrat, ko besedo izgovorimo, iz besede izskoči ena vzmet in v bistvu besede razprši med vse. Tako da to, kaj ste zapisali mladi, želim, da bi se razpršilo med še več mladih, ker vaše razmišljanje me res pozitivno presenetilo. Svaka čast še enkrat. Maksimilijan Košnja. Ja, mene je najbolj zadnje mnenje presenetilo. Če bi bili mladi tako aktivni, kak je v zadnjem mnenju bilo napisano, bi jaz v Ljutomeru bil zadovoljen. Zadovoljen pa bi bil tudi danes, če bi dali priložnost mladim, ki so tu, ker verjamem, da jih je kar nekaj z naše občine, da bi tudi oni povedali, kaj bi oni spremenili, če bi bili na našem mestu. Hvala, da mi berete misli. To se bo zgodilo v koncu našega današnjega druženja, ko bodo tudi mladi dobili mikrofon v roke, zastavili kakšno vprašanje prav vam in vi boste lahko neposredno odgovarjali vsem tem, ki so danes zbrani v dvorani. Hvala za nasvet. Preden pa gremo k drugemu sklopu, analizi mladinske problematike s pomočjo strategije za mlade, pa naprošam Sanjo Vičer, da nam pove, kako naprej. Ja, kot je že gospod Bojan Rajk povedal, v drugem sklopu bomo analizirali mladinsko problematiko, kjer bo izhodišče strategija za mlade. Zdaj, za tiste, ki ne vedo, strategija za mlade je bila vzpostavljena za obdobje 2018-2022, letošnjo poletje. Gre pa za nek strateški dokument, ki teži k temu, da se mladim omogočijo oziroma se začne za mlade tudi nekaj uresničevati. Sama strategija za mlade vsebuje več področij. Mi smo izbrali za to soočenje 4, sicer področje izobraževanja, področje zaposlovanja in podjetnosti mladih, potem področje preživljanja prostega časa in pa področje mladinskega organiziranja. Zdaj pa, če nadaljujem kar k pravilom samega odgovarjanja v tem sklopu. Gospod Bojan bo povedal pri vsakem področju eno hipotezo. Začeli bomo s področjem izobraževanja in vsak kandidat bo imel 3 minute časa, da odgovori na to hipotezo, pri čemer pa predpostavljamo, da ta hipoteza lahko samo pozitivno potrjena. Zdaj, v primeru, da kateri od vas dobi kandidaturo in postane župan občine Ljutomer,
Skušajte argumentirati z te strani, kaj bi vi naredili, da bo ta hipoteza, ki jo je zastavil gospod Bojan, potrjena. Pač imejte v mislih to, da je hipoteza lahko samo potrjena. Predajamo se. Pod vprašanje ste razumeli? Vsem, ki pa ste zbrani v dvorani, tale odhod dijakov ne pomeni, da jih tema ne zanima, da niso za to, kar se dogaja danes tukaj, ampak, kot sami dobro veste, šolske obveznosti včasih zahtevajo tudi to, da moraš prekiniti kakšen dogodek in ga zapustiti. Seveda, profesor z gimnazije je prišel to povedati, se opravičiti in toliko, da veste, da ne boste mislili, no, med nami so tisti, ki jih to ne zanima. Mi gremo naprej. Prva hipoteza, torej, področje izobraževanja mladih. Takole pravi, poskrbeli bomo za izvedbo obširnih formalnih in neformalnih izobraževanj za mlade, ki se drugače v večini izvajajo na območju osrednje Slovenije. To je prva hipoteza. Pa dajmo začeti v sredini. Dejan Karba. Strinjam se s tem, ampak najprej je treba izbrati prostor. Potem je treba najti stik z ustanovo, ki formalno izobražuje, v tem primeru gimnazijo ali pa osnovno šolo. Ne smemo tudi pozabiti na, mi imamo v Ljutomeru šolo s prilagojenim programom, tudi tam lahko participiramo. Se pravi, če je to pozitivno sprejeto, pa da predpostavljamo, da je en izmed nas in da sem to jaz. Se pravi, najprej, kaj je, se povabi gospodično tebe, ki si to pač povedala, se povabi na nek sestanek, povabi se deležnike iz celotne Slovenije in na tem sestanku izplen mora biti točno kje, kdaj, zakaj, kdo plača, koliko denarja se rabi biti za to. Se pravi, neka transparentnost, organska se tu mora spostaviti. Ideja je dobra, tega v Ljutomeru mislim, da še nimamo. Hvala lepa. Maksimilijan Bošnjak. Formalna izobraževanja, vemo dobro, kaj pomeni. Za formalno izobraževanje je pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Tako da v ljutomerskem prostoru smo se že od nekdaj želeli, da ne bi imeli samo srednje šole, da bi imeli še kaj več. Ampak to je naloga politike, da politika toliko lobira, da tudi vsi, ki imajo neko moč, lobirajo, da prinesejo vsem kakšno fakulteto. Razen izrednih programov je to v Ljutomeru tako zamrlo, da danes ne vidim nekih ljudi, ki bi na tem področju bili toliko uspešni, da bi to naredili. Ljutomerska gimnazija pa dokazuje, da je lahko uspešna in tudi širi svoje programe. Za neformalna izobraževanja pa absolutno podpiram zadeve, ker gledajte, več znaš, več veljaš. Jaz verjamem, da ste mladi izredno dobro informirani tudi v šolskem formalnem sistemu, potem prek digitalnih tehnologij, ampak ozaveščanje v našem širšem prostoru pa bi absolutno tudi mladim koristilo. Hvala za vaš odgovor. Naj še enkrat spomnim, da ima vsak kandidat 3 minute časa. Smo v tem okviru. Ja, in še tretje razmišljanje, tretji odgovor, Gregor Žižek. Ja, jaz se pri formalnem izobraževanju ne bi preveč zadrževal, ker v bistvu to so institucije, ki morajo biti. Pri neformalnem izobraževanju pa imamo kar dosti stvari, ki bi lahko speljali. Sicer se nekatere mogoče peljajo, smo premalo informirani, ampak velik pozitivizem vidim v neformalnem izobraževanju v izmenjavah. V izmenjavah to, kar mislim, da gimnazija dokaj dobro dela, bi pa še mogli druge institucije, naj se tiče javnih zavodov oziroma društev, veliko dati na neformalna izobraževanja. Saj imamo ogromno projektov v Erasmusu, ki ravno pokrivajo te neformalna izobraževanja in so možnosti in poti dokaj široko odprta in tudi v mojem mandatu se bom tudi trudil, da bi prišli mladi do teh neformalnih izobraževanj, ne samo v svoji okolici, ampak da bi spoznali tudi
strukture, vsebine, odnose v drugih regijah oziroma državah. Zahvaljujem se za vaše odgovore o tem prvem vprašanju. Seveda, teze so zanimive, odgovori še bolj, verjetno pa tudi tale tišina v dvorani kaže na to, da pazljivo poslušate in da ne bo preveč vprašanj se nabralo naenkrat. Brez danih odgovorov bomo takoj po vsakem vprašanju dali možnost tudi vam, spoštovani in spoštovane, da vprašate na zastavljeno vprašanje, na zastavljeno tezo, kar vas zanima. Moja pomoč je že na delu, prinašal mikrofon in kdor bi želel karkoli vprašati, prosim, dvignite roko, pa bomo prišli do vas. Hvala lepa. Pa lepo bi bilo, če vsaj ime poveste, da bomo vedeli, komu odgovarjamo. Lep pozdrav, moje ime je Meta Štuhec in sicer nisem iz Ljutomerske občine, ampak me na tem mestu zanima, če ste mogoče, če dobite kandidaturo, razmišljali o uvedbi občinskih štipendij, ker naprimer Maribor daje svojim občanom štipendije v vrednosti 130 €, kar je v bistvu več kot Zoisova štipendija in me zanima, če je mogoče bila kakšna misel v tej smeri. Hvala. Lahko. Ja, tako sem seznanjen, so v naši občini tudi štipendije, sicer za študente v napredovanje, bolje to nagrada, no, napredovanje v višji letnik. Glejte, jaz vam lahko obljubim, vsaj tisti, ki se z občine Ljutomer, da bodo neke štipendije, vendar nažalost ne vem, kakšna bo finančna situacija na koncu tega mandata. Seveda pa je ena stimulacija, da študente oziroma perspektivne tudi dijake, študente tudi nagrajujemo in s tem tudi v bistvu jih pod narekovaj nekako kasneje zadržimo in da se vrnejo nazaj v občino, kjer so doma. Lahko gremo naprej, želi še kdo od kandidatov kaj povedati? Ja, izvolite. Ja, jaz bom povedal odkrito. Zdaj, če bi rekel, da bom kot župan obljubljal štipendije, to bi bila nerealna obljuba in glede na to, da je ljutomerski proračun tako zadolžen, da smo za en proračun že zadolženi, bi bila to čista prazna obljuba. Verjamem pa, da pa nagrajevanje študentov pa mora biti tema novega župana in bom se tudi sam potrudil, da bi stimulirali študente na nek način, se pravi, ali za dobre ocene, ali za dober uspeh na koncu šolskega leta oziroma študijskega leta. Vsekakor občina mora participirati pri tej zadevi. Hvala lepa, še eno vprašanje. Bojan, samo malo, jaz bi to še odgovoril. Ja. Poleg štipendij se mi zdi, je stvar občine, da malo se spopade z kariernim mentorstvom, se pravi, da individualno obravnava mlade in v bistvu pomaga izvoziti njihovo kariero, za katero so se odločili. Ni tu vključen toliko samo denar, koliko se mi zdi res potrebno individualno obravnavati. Študenta spet ni toliko. Hvala lepa za odgovor in se opravičujem, ker sem spregledal. Mislim, da je mikrofon že pri vas. Jaz sem Nila Rjavec z občine Beltinci in sicer, ko nisem v šoli, pa pridemo v Ljutomer, se mi zdi, da je Ljutomer mesto duhov. Se mi zdi, da razen doma starejših in tako naprej se v Ljutomeru ne dogaja nič za mlade, tudi Oxygen je propadel. Žal v samem Prekmurju nimamo veliko možnosti iti kam ven, mladi in pa nekje razen v društvih in tako naprej, če se sami to poiščemo, sodelovati. Zato me konkretno zanima, kje boste pridobili sredstva za mlade in kaj boste storili za mlade, ker se mi zdi, da je pred volitvami veliko govoričenja, na koncu pa dejansko ni teh sredstev, ki bi to zagotovili. Jaz bom tu mogoče izzval gospodični Nil. V Ljutomeru obstaja že mladinski center, ki dela odločene stvari. Zakaj je na Kamenščaku, zakaj ni v Ljutomeru, ne vem, ampak ni tako mrtvo niti v Ljutomeru. Izvolite. Ja, jaz pa bi se strinjal. Zame je Ljutomer mrtvo mesto, še posebej, če gremo po glavnem trgu in centru mesta.
Tudi turist, ki pride v Ljutomer, nima kaj videti oziroma se obrne, saj so tudi določeni lokali zaprti, kar se pa tiče mladih, pa jaz mislim, da je Ljutomer tudi mrtev, kar se tiče mladih. Vlada v tem okolju apatija, tako da to je tudi eden od motivov, zakaj kandidiram, ker enostavno moramo stvari postaviti na novo mesto in dati priložnost za razvoj. Hvala, tudi vam, Gregor Žižek. Ja, če gledamo malo po Sloveniji širše, imamo mladinske centre kot javne zavode. Pri nas v bližnji okolici javne zavode ukinjamo. Mislim, da javni zavod kot mladinski center sploh ni slaba ideja, ker se v bistvu lahko kasneje iz tega mladinskega centra tudi razširi v hostel in sam za sebe skrbi, kaj se tiče finančno ali pa karkoli, in tam so možnosti, kot sem že prej omenil, za kreativno, avtonomno ideje mladih in bomo se seveda vso močjo in vsemi stvarmi oziroma se bomo trudili na vse močino, tako da bomo probali pripeljati, seveda ne to možno v enem letu, ampak vse mogoče boja Nina kaj več povedala, zametki tega so, ampak mislim, da pozicija sama ni dobra. Je pa dobro, da ima mikrofon. Izvolite. Dober dan, torej jaz sem Nina. Najprej lep pozdrav seveda kandidatom za župane, potem seveda v vrsti lep pozdrav vsem vam, ki ste prišli, mladi, nekateri tudi malo starejši in mediji in vsi ostali. Torej, če se vrnemo k prvotni hipotezi, ki je bila na začetku izpostavljena strani moderatorja, torej gre za neformalna izobraževanja, kako boste pripeljali ta neformalna izobraževanja, ki se v bistvu pripravljajo v osrednji Sloveniji, v našo regijo oziroma konkretno v našo občino. Namreč, če govorimo o neformalnih izobraževanj, v občini Ljutomer številna izobraževanja pripravljajo mnoga društva, ki jih imamo v občini, mnoge druge inštitucije, seveda, kot ste že tudi vmes omenili, imamo mladinski center Prlekije, imamo mladinski svet Ljutomer, ki tudi zaposlujejo mlade, ki tudi ne na vse zadnje individualno delamo z mladimi, ampak pomembno je, da mladi pridejo, in da se sami oglasijo, potrkajo na naša vrata. Zdaj, včasih me žalosti to dejstvo, da z nekimi manipulacijami, informacijami ali kakorkoli že pride do tega, v bistvu, da se sodelovanje potem razgubi, namesto da bi stopili skupaj in vsi skupaj naredili veliko več, se pojavljajo informacije, da bodo zadeve podvajane. Mogoče boste povedali sedaj v nadaljevanju kaj več. To je bilo vprašanje ali odgovor? Vseeno, za razmislek. Mislim, da je tam še nekdo. Lahko samo, da slišimo še to vprašanje, pa združite odgovor. Dobar dan, jaz sem Maša Rus, imam pa vprašanje, sicer, naprimer, če gremo konkretno, da jaz sem mlada, pa imam eno dobro idejo, naprimer, da bi prispevala Ljutomeru. Naprimer, dobra ideja za razvoj turizma ali pa karkoli, kaj zdaj lahko jaz naredim, do koga lahko grem, mogoče kako nagrado, če se spustim neko idejo, ne vem, kako priti do te dostopnosti, kako priti do župana, kako dejansko prispevati, če že trdite, da na mladih svet stoji. Hvala lepa. Ja, bom jaz kar odgovoril tudi še na tisto, kaj je govorila Nina, pa Gregor. Absolutno sem mnenja, da mora novi župan ustanoviti javni zavod, ki ga bodo vodili mladi. Ne mora biti tudi sistemizirano delovno mesto za profesionalca mladega in za kako bi temu rekel, za tisto osnovno, za temelj, da začnejo mladi v tem prostoru producirati svoje ideje. In ravno to, recimo zdaj, če ima nekdo takšen predlog, je javni zavod za mlade prvi korak, kjer bi se takšna ideja mogla obdelati. Drugo je, če javni zavod z mladimi dobro funkcionira, je ogromno razpisov na državnem nivoju, na evropskem nivoju, ogromno sredstev z raznih skladov, tudi z Evropskega socialnega sklada.
Tako da, če bi bili uspešni na teh področjih, bi lahko Ljutomer tudi pribrali ogromno denarja, da bi se ta stvar potem začela mrežiti. Če pa ste tako kot zdaj, recimo, ne, pa danes nimamo niti institucije za turizem, imeli smo javni zavod za turizem, ki ga je občina ukinila, kljub temu, da je dobro deloval, pa je edini tisti, kam bi lahko šli župan. Hvala za odgovor, gremo dalje. Jaz bi manjši odgovor, ne se pravi, za take ideje bi mogla biti vrata županata non-stop odprta, če pa že ni vrata županata, pa vrata občinske prave. Če pa so že tam vrata zaprte, potem pa je tu mladinski center, da se pač to tam pove, ker to že vse imamo. Gospodič ugotavlja, pravi, da je to mesto duhov, očitno to ne funkcionira dobro. Gregor Žižek? Ja, skoraj moja predhodnika sta skoraj vse že povedala, nažalost, kaj se tiče turizma, sem bil del zgodbe tega turizma. Trenutno gospodična Maša nimate možnosti, da bi z svojo idejo kaj dosegli na področju turizma, ker turizem v Ljutomeru upravljajo oziroma vodijo društvo, ki nas rešujejo. In dokler se ne bo to spremenilo, da bo se ustanovil spet zavod ali pa karkoli za turizem, bude to tak. Je pa tudi trenutno bi trebala biti, kot je že Dejan rekel, vse vrata odprta za vaša ideja, predloge, ker ravno to nam manjka, ta mladost, ta zagnanost in ta svežina idej. Hvala lepa. 3 teze so še pred nami, zato res prosim za konkretna vprašanja, konkretne odgovore, nekateri se mogoče celo malo ponavljajo, ampak vseeno prosim, da nam čas ne bo pobegnil, vi pa že kar nekaj časa čakate na vprašanje, izvolite. Dober dan, moje ime je Niko Mikolič, danes sem prišel z Matevžom predstaviti oziroma predstavljati našo županjo in njeno listo, Olgo Karba. Žal so se organizatorji odločili, da ne smemo biti zraven, ampak ni noben problem, spoštujemo to. Ker je vseeno bilo vprašanje, ker smo pač poslana tudi strani Olge. Jaz prosim, da enostavno ne gremo v tej smeri. Če dovolite, da vodim zadevo do konca in bom seveda povprašal organizatorje, kako je v tem primeru, kajti bila je povabljena županja, magistra Olga Karba. Vi ne kandidirate in če imate konkretno vprašanje na zastavljeno hipotezo, potem prosim, če ga zastavite, v nasprotnem primeru bi nadaljevali s pogovorom oziroma s predstavitvijo hipotez. Tukaj pa je ob meni torej moja desna roka danes. Kaj pravite v tem primeru, da ne bo kaj narobe? Seveda se vsakemu da možnost, da se debatira glede na hipotezo. Zdaj, kot smo že rekli, gre za soočanje kandidatov. Tu so soočeni tisti, ki kandidirajo. Ne moremo, da se ne bo narobe slišano, ne morejo biti to zastopniki. Gospod Mikolič lahko brez kakršnih zadržkov oziroma problema pove, kaj meni, ampak kot občan občine Ljutomer in ne kot zastopnik oziroma namestnik gospe Karba. Tako, hvala lepa za to obrazložitev. Upam, da ste razumeli obrazložitev organizatorjev. Danes kot občan občine Ljutomer lahko zastavite vprašanje na hipotezo, ki se je glasila. Poskrbeli bomo za izvedbo obširnih formalnih in neformalnih izobraževanj za mlade, ki se drugače v večini izvajajo na območju srednje Slovenije. Ukolikor je vprašanje vezano na to in vas zanima kot občana občine Ljutomer, potem prosim, kot zastopnik, da rečem, aktualne županje, pa kot ste slišali, žal ne. Hvala. Se pravi, jaz ne smem odgovoriti na vprašanje mladih, ki so tu dejansko dali konkretno vprašanje, da jaz dam predloge, kjer smo se mi zastavili za naslednji mandat. Jaz nimam vprašanj za kandidate, lahko pa bi odgovoril. Če sem pravilno razumel, v tem primeru žal ne morete nadaljevati v tem smislu odgovora oziroma diskusije. Vi lahko date svoje mnenje, ne pa v imenu županje, aktualne županje magistre Olge Karba. Mislim, da sem bil zdaj tudi jaz dovolj jasen, da se ne ponavljamo, ker jemljemo besedo in čas mladim. Mladim, ki danes pričakujejo še kar nekaj odgovorov, se zahvaljujem za razumevanje in za vaše sodelovanje. Seveda pa ste še naprej vabljeni, da sodelujete v današnji razpravi
z odgovori ali vprašanji na naslednjo hipotezo. Ta pa govori, da je področje zaposlovanja in podjetnost mladih tista, v kateri se vi, seveda kandidati, zavezujete, da boste do leta 2020 zaposlili 20 mladih. To je tisto, za čemer zdaj stojite v tem trenutku. In kako boste to naredili? Hipoteza številka 2. Dejan Karba. 20 mladih, kako zaposliti? To je vprašanje. Oziroma, kje jih zaposliti? To je hipoteza, ja? 20 mladih, se pravi, če mi skonstruiramo zavod, se pravi, da mi naredimo mladinski center. Z mojo ekipo, pa ne delam neke propagande, smo že zbrali prostor, kjer bi lahko to potekalo. Tiste mlade, ki bi zadevo vodili, jih seveda ni 20. Ne? Bi pa prek tega zavoda lahko mlade upoštevali njihove ideje in jih zaposlili v drugih enotah, ki jih Ljutomer zagotovo potrebuje. Eno od takih je turizem. Druga zadeva je, imamo dom upokojencev, v Ljubljani vem, da že potekajo številni obiski mladih, ki pomagajo starejšim in tako naprej. Se pravi, na to vprašanje, ki me nekoliko presenetilo 20 mladih, bi odgovoril v bistvu s tem, da bi razmišljali večgeneracijsko, se pravi mladi, da pomagajo sistemu, se pravi tudi starejšim. Kdo od vas naslednji? Odgovor? Če smo dovolj podjetni, jaz verjamem, da v 4 letih lahko zaposlimo več kot 20 mladih. Konkretno pa lahko odgovorim v tem momentu, tako kot smo rekli, javni zavod daje priložnosti, če so evropski projekti, se potem mladi zaposlijo znotraj raznih projektov. Mi imamo območno obrtno zbornico, ki je trenutno tudi dokaj mrtva institucija. Jaz sem že sam predlagal v programu, ki sem ga napisal za njih, da bi v naslednjih letih obrtna zbornica mogla začeti delati na spodbujanju podjetništva mladih, na start-up firmah, ki vemo, koliko jih je, in bi tudi razpisali določene natečaje v tej smeri in bi tudi mlade spodbujali, da svoje ideje pripeljejo do tega, da je produkt potem tudi uspešno na trgu. Tako da tu je ogromnih možnosti. Seveda pa je treba začeti z nule. To pa ne bo enostavno. Gregor Žižek. Ja, včasih se sliši to utopija, kako zaposliti 20 mladih. V prvi vrsti se moramo malo vrniti nazaj v vašo šolanje, oziroma zdaj, ko ste in pri podjetnikih izvati oziroma izpodbudite, da razpišajo kadrovske štipendije. Ker s kadrovskimi štipendijami, mislim, da jih je nekaj v Ljutomeru, ampak še je treba ta podjetja, vsaj tehnološka podjetja spodbuditi, da bodo dali mladim možnost v času srednje šole, študije, da bodo poskrbljeni finančno in pa seveda kasneje z možnostjo zaposlitve. Veliki potencial je tudi v turizmu. Imamo, spet bom rekel, če bomo ustanovili zavode, trenutno to je rešitev, pač eni imajo idejo o zadrugah, zadruge funkcionirajo drugače, bi tudi našli mesto mladi kot prvo zaposlitev in pa seveda kasneje bi se te zaposlitve tudi razširjali oziroma bi bilo vedno več, ne samo v turizmu, ampak tudi v športu in tako naprej. Mladi, beseda je vaša, izvolite vprašanja. Mikrofon potrebujemo, kje je? Izvolite. Torej, glede na to temo, ne vem, če ste seznanjeni, številna društva že pridobivajo sredstva z Evropske unije in tako tudi zaposlujejo mlade. Bi pa me zanimalo, odkud boste, ste ocenili sploh pametno, koliko sredstev bo šlo za ustanovitev mladinskega centra kot javnega zavoda in seveda, kako boste z tem mladinskim centrom zagotovili enakomeren razvoj oziroma enakomerno zastopanost mladih po celi občini. Vemo, da niso mladi samo dejansko v centru mesta, ampak tudi drugod. Prosim.
Glejte, da se financirate. Jaz sem delal v javnem zavodu za turizem in javni zavod za turizem je pridelal svoj tržni delež 52%. Se pravi, da smo zaslužili na trgu 52%. In ravno tudi mladinski center, lahko rečem MKC ali pa karkoli, seveda so vodoporodni krči in ne bodo takšni štart, kot bi si vsi želeli, da bomo v enem letu, ne vem, participirali, ne vem koliko finančnih sredstev ali pa karkoli, ampak treba začeti in se upati. Garantiram, da se da na trgu zaslužiti. Tudi mladinski centri se povezujejo, si izmenjajo izkušnje in tudi na področju turizma je velika možnost in potencialni zaslužek za vzdrževanje in delovanje teh zavodov. Seveda mora pa občina imeti posluh. Ne reči, da ni denarja, potem pa 3 pikice naprej, ker ne bom kritiziral. Drugo je pa sodelovanje, če moram govoriti, drugo je pa sodelovanje. Center urbane kulture Kino Šiška je bil najprej vezan samo na proračunska sredstva občine. Pogledajte si zdaj, koliko denarja proizvede Kino Šiška. In Kino Šiška je lahko velik partner pri vzniku nečesa podobnega v Ljutomeru. Da pa odgovorim kontra vprašanje. Mi imamo doslej en center v Ljutomeru, z državno pomočjo, z občinsko pomočjo funkcioniral. Ni tu šansa, da bi še en zavod funkcioniral podobno, ali imate v bistvu državo in vsa sredstva samo zase. Konkretno vprašanje. Še vi? Ja, seveda sem vključen. Glejte, tako kot Gregor, imam tudi jaz podobno zgodbo. Mi smo imeli javni zavod Šim Ljutomer, ki je bil močen javni zavod za področje športa, izobraževanja odraslih in mladino. Žal, v mladini nismo mogli nikogar zaposliti, ker nismo imeli sistemiziranega delovnega mesta, ampak lahko sam povem, ko sem prišel v Ljudsko univerzo, sem v teh letih, koliko sem bil v Ljudski univerzi, uspel pridobiti čez 350 000 evrov v to institucijo. Danes je ta institucija opremljena z sodobnimi učilnicami, računalniki, ki po vsej verjetnosti ni več tam, ampak želim povedati, izključno se je Ljudska univerza financirala iz projektov, tudi moja plača je bila iz projektov, tako da ni enega evra dala občina in možno je, če se dela v pravi smeri. In verjamem, da bi tudi javni zavod MKC ali kakorkoli bi ga imenovali, bil uspešen. Na začetku pa je normalno, da občina mora pomagati za zagon. Potem pa se stvari samo množijo. Se množijo tudi vprašanja v dvorani? Zaenkrat ne. 2 hipotezi še imamo, pa dobrih 10 minut. Prosim, da upoštevate. Vem, da se bo diskusija in bi se naj še bolj razvila, ampak zdaj nas pa čas priganja. Zadnjih 10 minut po izteku časa za hipoteze in predstavitvijo vaših mnenj pa bo namenjenih vam, samo vam, za vaše vprašanje, nevezano na naše sugestije, zato vas že sedaj prosim, da se pripravite. Tretja hipoteza. Konstruktivno bomo sodelovali z že obstoječimi mladinskimi strukturami v občini Ljutomer z namenom aktivnega vključevanja mladih. Gregor Žižek. Konstruktivno bomo sodelovali z že obstoječimi mladinskimi strukturami v občini Ljutomer z namenom aktivnega vključevanja mladih. Ja, prosil sem za vprašanje, ker se je pojavila beseda konstruktivno, ker do zdaj tej konstruktivnosti ni bilo in seveda smo odprti za vsakošno možnost in nadaljevanje tega, kar imamo. Ne moremo zdaj, kot jaz garantiram, da bi prišel na občino kot župan, bi rekli, to ni dobro, mladinski svet ali pa mladinski center ne delajo dobro, ampak iti čez stvari, kjer so dobra, jih nadaljevati in spodbujati. In tukaj je ravno ta konstruktivna kritika, da en drugega znamo poslušati in tudi samokritičnost, ne samo požreti ali pa zameriti, ampak iti naprej v novimi idejami, novimi projekti, naprej v lepšo prihodnost, kot rečemo, na mladi svet stoji. Dejan Karva. Torej,
konstruktivnost, ki je povdaril Gregor, absolutno. Ne. Sodelovanje z ostalimi deležniki, seveda. Ne. Ena od zadev, ki lahko v Ljutomeru naredimo, je to, da iz Ljutomera naredimo festivalsko mesto. Mi smo imeli en zelo kvaliteten festival zborovske glasbe Orfest. Imamo Grossmanov festival. Zakaj ne bi še imeli enega festivala? In ko imamo 3, smo mi na zemljevidu festivalskih mest. In zato trdim, nimam nič proti temu, da je že podoben center na Kameščah, ampak trdim pa to, in to se bom trudil za to, da bo v Ljutomeru v centru, ker smo prestolnica, mora biti tudi en center, mogoče malo bolj organiziran oziroma malo bolj razširjen oziroma povezan tudi z drugimi deležniki po državi. In se mi zdi, vem, da to lahko rata. Maksimilijan Bošnjak. Konstruktivno sodelovanje je vedno potrebno. Zato je že župan zadolžen, recimo, da komunicira z vsemi in pride do konstruktivnih odločitev. Mi danes nimamo niti konkurence med mladimi v Ljutomeru, tako kot je tudi Dejan povedal. Tudi mene ne moti, da je mladinski center na Kameščaku, ki pač upravlja dobro svoje delo. V Ljutomeru pa v širšem okolju pa bi še se lahko pojavil kakšen mladinski center. In verjamem, da bi na koncu vsi skupaj konstruktivno sodelovali. Med njimi pa, če pride do kakšnih prepirov, pa je tudi normalno. Vse je takšno življenje, tudi v družini se včasih speremo zaradi različnih idej, ampak na koncu speljamo stvari konstruktivno. To je to. Mladih pa trenutno ni v našem prostoru dovolj. Odgovarjamo in razmišljamo na tretjo hipotezo z področja participiranja in mladinskega organiziranja mladih. Zato mladi z besedo na dan, s vprašanji, kandidati so pred vami. Smem samo malo repliko na vaše besede. Torej, v Ljutomeru, ne vem, če vidite, imamo več generacijski center, kamor prihajajo mladi in so vabljeni in jim vedno prisluhnemo. In tam tudi delamo neformalne izobraževanja, ki jih izvajajo mladi in v bistvu tudi prihajajo mladi. Samo toliko, da vas informiram glede tega, če smem. Ima seveda kandidat pravico odgovoriti. Ja, gledajte, večgeneracijski center je zgolj projekt, na katerem dobite denar, da tiste aktivnosti pač speljete, da ta denar enostavno porabite, ampak to je projekt, to niso mladi. Mladinski center pomeni nekaj čist drugega in jaz pričakujem en produktiven mladinski center, kjer bodo mladi intelektualci kreirali tudi življenje v Ljutomeru. To Ljutomer rabi. Mi pa mikrofon, prosim, se upravičujem, zadaj so kandidati za besedo, zato prosim, če predate mikrofon. Samo kratko repliko še. To je projekt, ki živi in tam so ljudje, tam so mladi, ki dejansko... Hvala za repliko, vprašanje pa je naslednje. Sem Kristina Žižek, prihajam iz občine Ljutomer. Se zavedam, da obstaja v Ljutomeru večgeneracijski center. Sem se tudi že sama zanimala, kakšni dogodki tam potekajo, ampak lahko vam konkretno preberem za mesec november. V novembru imajo v medgeneracijskem centru Peko peciva, spet smo nekaj novega, izdelovanje adventnih venčkov. Ja, se to je za medgeneracijsko, torej za več generacij, ampak kaj bo to meni kot mlademu prineslo? Mene ne zanima Peka peciva, zanimala bi me delavnice o karierni usmerjenosti, o tem, kako lahko, naprimer, in tako dalje. Hvala za vaše razmišljanje, konkretno vprašanje, kaj bo vam prineslo oziroma kaj bi bilo. Bi pa prosil zdaj nekaj, da se ne zapletemo v en krog. Medgeneracijski, mladinski, kakorkoli center. Tale diskusija bi bila lahko ena izmed delavnic, pa pustimo sedaj te minute namenjene pogovoru s kandidati in odgovorom na teze. Vem, da vas neprestano izzovemo, vi imate replike in vprašanja, vendar bi prosil, da sledimo rdeči niti današnjega srečanja tukaj v dvorani. Gre za to, ker so tukaj mladi in ne bi rada, da so zavedeni. Povabila bi mlade, da sami pridajo in se prepričajo tudi glede drugih aktivnosti, ki jih pripravljamo tudi na vseh teh področjih, kot
gospodična samo navedla. Prav gotovo in tudi na spletnih straneh. Tako, hvala lepa za kratek odgovor. Pojdimo, ja, se upravičujem, izvolite tudi vi. Še moje eno vprašanje, ker se mi zdi, da je ta debata postala neko kreganje med kandidatom, mladinskim centrom, aktualno županjo. Mene pa zanima, kakšno je vaša, ker ni samo župan, ki bo na koncu delal, ampak tudi njegova ekipa, ki bo za njim. In se mi zdi, da tista ekipa ponavadi vedno preusmeri ta program v nekaj drugega. Na koncu tisti ljudje odločijo, da se nekaj ne bo delalo, kar je mogoče župan imel v misli. Zato me zanima, kakšna je vaša ekipa, je sestavljena z mladih, kakšna je njihova izobrazba, da niso to samo upokojenci ali pa ljudje z nižjo izobrazbo, kot je v nekaterih občinskih svetih. Tako da me zanima, kakšna je vaša ekipa za vami. Hvala lepa za vprašanje. Preden bomo dobili odgovor, nehigienično z moje strani bi bilo, da ocenjujem ali pa kakorkoli drugače sodelujem v debati. Moja naloga je, da povezujem. Vendar vseeno imam en občutek, če gledam malo strokovne plati svojega načina, svojega dela, da vsako razmišljanje še ni kreganje in danes še ne kregamo in mislim, da se tudi ne bomo, saj smo se zavezali temu, da se bomo pogovarjali na nivoju in mislim, da tale rdeča nit je nit današnjega druženja. Zdaj pa prosim odgovor na zastavljeno vprašanje. Hvala. Konkretno moja ekipa je sestavljena iz, ker sem tudi sam bolj mlad, iz mladih ljudi, seveda so pa tudi starejši, ker nekaj izkušnje pa starejši vendar le imajo. Zdaj pa, če gremo po poteh tega, ko postaneš župan, pa dobiš eno ekipo tam, ki se je reče občinski svet. To pa jaz ne vem, kakva ekipa tista bo, verjamem, da bo konstruktivna, taka, kot bi mogla biti. Je pa nekaj, župan oziroma tisti, ki vodi občino, mora poskrbeti, to je dolžen, da poskrbi, da se stvari tam dogajajo tako, kot se treba, transparentno, korektno, da se sodeluje, da se ne izključuje. To je tisto, kar župan lahko zagarantira. Ekipa, ki stoji za njim, verjamem, da je oglašena na eno isto melodijo oziroma da delajo kot eden, kot motor. Pravim še pa enkrat, drugo ekipo, ki pa dobiš, pa moraš znati, vedeti, motivirati. Zdaj pa ali to kreganje, ali pa to kako druženje drugo, to pa je stvar pristopa. V moji ekipi je kar dosti mladih, najmlajši je 22 let star. Recimo, če sprašujete po izobrazbi, 26-letna kandidatka magistra prava, potem malo 2-3 leti starejša kandidatka je dela doktorat, drugače pa je univerzitetna diplomirana socialna delavka, tako da smo probali poiskati v našem okolju izobražene ljudi, ker verjamem, da edino tako lahko gremo naprej. Seveda pa pokrivamo tudi z raznimi drugimi poklici, ampak trenutno mislim, da to nima smisla naštevati. Ja, mislim, da smo si podobnega mnenja. Tudi v moje ekipe, oziroma v naši ekipe, imamo pestro paleto, kar se tiče izobrazbe, in pa pestro izobrazbo po starosti. Lahko bi rekli, na eni strani imamo mladost, na drugi strani imamo modrost. In za to svojo ekipo se sploh ne bojim, da ne bi, ker smo že podebatirali in ko smo sestavljali program, tudi določene stvari zapisali, bi pa rekel, bomo pa videli, kaj bo občinski svet, tisti je merodajen, če hočemo napredka, mislim, da si to vsi želimo, da bo delovanje tega občinskega organa tudi dovolj konstruktiven in pozitiven, in pa ne nazadnje tudi občinska uprava mora začeti malo bolj švicati. Spredno ste se mi izognili začrtane poti. Sanja Vičar je na začetku podajanja hipotez nekako podala tudi to, na kakšen način bi naj potekal ta sklop, ampak vseeno. Četrto področje pa je področje, vkolikor ni vprašanja, se opravičujem, če sem koga spregledal, hvala lepa. Področje preživljanja prostega časa mladih. No, to je pa tisto, za katerega bi si morali vzeti več časa, kajti brez predaha ni nove energije.
Uredili bomo sistem nagrajevanja mladih klubskih športnikov z ozirom na njihove rezultate na višji oziroma državni ravni. Hipoteza in vaše razmišljanje oziroma zagovor leti. Gregor Žižek. Ja, dobro, ko smo Šice, športne dvorane, kaj se tiče športa, moram reči, da posamezniki, potem klubi, bom naštel strelci, judo, karate, dosegajo ne samo na državnem, ampak tudi na evropskem nivoju odlične rezultate. Vendar, kaj se zdaj dogaja, ti rezultati niso primerno financirani oziroma spodbojevalni. Ker moramo gledati, dobro, ekipni športi so zanimivi, ampak niso to vse, oziroma ni to šport, samo nogomet, odbojka, ampak so tukaj športi, katerih so odvisni posamezniki, ki sam za sebe strelja, se orientira oziroma koncentrira in poskuša narediti rezultat. Tukaj odgovarja sam za sebe. V kolektivni športi se lahko malo skriješ, pa ne mi zameriti nogometaši ali pa odbojkarji ali pa karkoli, ampak imamo res odlične rezultate in tukaj bi se to financiranje moglo malo spremeniti, malo več dati tem klubom, ki res dobro delajo, ki imajo odlične rezultate in kot jaz bom tu tudi zahteval, tu pa res bom zahteval, no, ko se te stvari spremenijo. Ljutomer ima, kaj se tiče športa, ene zelo dobre temelje. Sam sem bil pred leti navzočen na enem sestanku, ki je povedal takratni šef olimpijskega komiteja, en stavek je rekel, ne ga pisati, ker sem bil prej novinar, ne ga pisati, ker bodo drugi jezni, ampak je povedal točno to, je rekel, vi imate v Ljutomeru šport izrihtani na takem nivoju, da ga Slovenija nima. Ne? Naša občina se je odločila ukiniti športni zavod, ne? In absolutno moramo ta zavod spet vstaviti na novo. Ne vem, če veste, mi smo v Ljutomeru imeli, oziroma še imamo prvaka svetovnega in takšnega drugačnega v kegljanju. Ne? Ljutomer je imel v hotelu spodaj na čudovito keglišče, danes ga več ni. Se pravi, športniki naši so absolutno nadpovprečni, se tudi Slovenija je znala potem, da imamo dobre športnike, ne pa dobre politike. Ne? Ampak v Ljutomeru si zaslužijo ti športniki več posluha, najmanj, kar pa je spet spostavitev javnega zavoda za šport. Hvala lepa. Maksimilijan Bošljak. Ja, jaz bom nadaljeval tam, kjer je Dejan zaključil. Upam, da mladi vete, kdo nam danes vodi šport v Ljutomeru. Edina občina v Sloveniji smo, kjer nam komunala vodi šport. Kot da bi bili športniki smeti. Nažalost, kljub tem rezultatom, ki jih imajo. Javni zavod je stvari peljal tako odlično, kot pravi Dejan. Nagrajevanje urejeno bilo s pravilniki, sistemizacijo. Olimpijski komitej pa je krovna organizacija, ki nagrajuje tudi takšne uspešne športnike. In tudi jaz imam prijatelja v Olimpijskem komiteju, ki mi je rekel, glej, tudi v času kampanje sem pripravljen priti v Ljutomer in povedati športnikom, da se bo Olimpijski komitej zavzemal, da se v Ljutomeru postavi šport spet na normalne temelje. Saj ste edini takšni, kjer vodi šport komunala. Ne? To je ta žalost. Ampak športniki še vedno delujejo naprej, stvari pa je treba urediti, absolutno, in to takoj po volitvah. Hvala za vaše odgovore. Hvala tudi že vnaprej za vaše vprašanja. Je kakšno? Mislim, da sem videl roko. Mikrofon, prosim. Hvala, moje ime je Metor Sveča enkrat. In torej, jaz sem zdaj tukaj dve točki. Najprej replika in vprašanje. Pač tukaj smo se zdaj osredotočili na športnike, kaj pa vsi ostali, ki ustvarjajo v različnih drugih panogah, v umetnosti, naprimer v umetnosti in kulturi, ki je v Ljutomeru nekoč bila zelo na višku. In potem recimo tudi tisti športi, ki niso pod olimpijski komitej in zato torej tudi v šoli, naprimer, ne moremo dobiti statusa A, kaj se pa zgodi z temi ljudmi, ker, naprimer, zdaj kot sem razbrala, je v bistvu za športnike bo takoj v času vašega mandata poskrbljeno, naprimer, štipendije za dijake in študente, ki sem jih prej omenila, torej občinske,
pa še vedno nekako ne spadajo v proračun, torej to je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je na podlagi česa je ljutomerska občina mladim prijazna občina, ker dejansko poleg mladinskega sveta ni nečesa drugega, kar se usmerja v mlade in pa potem tudi, če pogledamo, mladim prijazna občina bi morala mladim nuditi zaposlitve, pri nas je v bistvu družboslovni kader, še posebno humanistični, popolnoma, mislim, skoraj da nezaposljiv, stanovanjska politika pa je tudi v razsolu. Hvala. Jaz kar odgovoril, če lahko, jaz sem se držal teze, mislim, da vsi trije, ker teza je bila šport. Kar se tiče pa drugega vprašanja, pa ni vprašanje za nas, zakaj je Ljutomer kljub dejstvom, ki ste jih naštela, mladim prijazno mesto, to ni vprašanje za nas, ampak za gospod, ki tukaj ni. Mi se lahko samo, oziroma z moje strani strinjam z vašo hipotezo. Kar se pa tiče kulture in vsega tega, to je pa ravno stvar, v kateri ne vem, če lahko spregovorim, ker moramo se držati teze. Teze je bila šport. Prosim, da se držimo v tem sklopu teze. Še kakšno vprašanje? Odgovor. Jaz bi vseeno odgovoril gospodično. Malo počakajmo, če ni vezano na četrto hipotezo, bomo počakali s tem vprašanjem oziroma repliko. Zdaj pa ponovno se vračamo v četrti hipotezi. Področje preživljanja prostega časa mladih. Mladi, beseda je vaša. Opažam, da v tem trenutku vprašanja ni, čas pa teče. 10 minut, tako dovolite, da dokončam. 10 minut je pa sedaj namenjenih vprašanjem, sugestiji in pa seveda odgovorom. Zato izkoristimo jih čim bolj plodno in mikrofon pa vaša beseda. Izvolite. Tukaj je sugestija. Ja, mene pa zanima, zakaj mogoče ne razmišljate tako. Ni prej povedal, da je Ljutomer mesto duhov. Dejansko se kaj dosti ne dogaja, zvečer gostilne so bolj ali manj prazne in ni nekega povezovalnega člena. Sugestije. V primeru, da boste dejansko dobri, kateri od vas pa bo župan, predlagam naslednje. Dajte zbrati vse ponudnike, vse gostilničare v Ljutomeru, zberite jih skupaj. Povejte, da je potrebno, kar se tiče nočnega življenja, nekaj več narediti. In jim pomagajte, da se to tudi uresniči. Ne se naredi skupni Facebook stran, skupni Instagram stran in se ne dogajanja oglašujejo. Ne se skupaj povežejo in ne oglašujejo to, kar delajo. Ne, da dela vsak nekaj za sebe, ampak da skupaj nekaj naredijo. V primeru, da se bo oglaševalo, v primeru, da bo dober program, da bo dobra ponudba, verjame Nino, da tudi več ne bo Ljutomer mesto duhov. To je ena sugestija. Lahko to je glede prostega časa. Zdaj, ker pa se vseeno ne smem govoriti v imenu, županje pa me zanima kot mladega, ker sem vseeno za mladega, mi lahko vsak kandidat naštije 3 konkretne predloge v problematiki mladih, kjer je bo izvršil v primeru izvolitve. Hvala. Hvala tudi vam, pa sledimo rdeče niti. Žal, zadnje to vprašanje, ki ste ga naslovili na kandidate, kako se glasi, prosim, če ponovite še enkrat. Se pravi, 3 predloge, konkretne predloge, problematike mladih, katere bodo izvršili v primeru njihove izvolitve. Moji 3 predlogi so stop z izključevanjem, stop z zavajanjem, tretje pa je, kar si povedal, Niko, da se treba vse deležnike zbrati, ampak to sem jaz objavil na Facebooku že pred 14 dnevi. Šic imamo zato, da se zberejo vsi, da se sklene ta obroč ponudnikov vseh po vrsti, ki so in da se izloči iz tega, kaj bomo delali. To so moji 3 predlogi. Ste zadovoljni s tem odgovorom? Gremo naprej. Samo trenutek, res je, bi pa samo to pripomnil. Glede izključevanja. Ne govoriti o izključevanju, ko me v prvi besedi prej že izključite. To se ne gre. Nisi držal pravil, očitno. Jaz bi samo mnenje rad povedal. Izključevanje v tem primeru, mislim, da na začetku ni bilo, vsaj v tem pravem pomenu beseda ne, kot ga razumemo, kajti sledili smo samo pravilom igre.
In če so pravila igre nastavljena in če je predstavnica organizatorja današnjega srečanja le te na začetku povedala, potem smo o njih izvedeli tisto, kar moramo vedeti in se jih držati. Hvala lepa, še kakšno vprašanje? Zdaj je pa tistih 10 minut, ko lahko poveste, vprašate. Še 3. No, potem... Lahko vzamete mikrofon, prosim. Se pravi, vprašanje je bilo 3 konkretnih predlogov, odgovorili samo Dejan, če bi še lahko druga kandidata odgovorila. No, torej, vsi 3 kandidati, ne 3 predlogi, imajo svoje ime, gospod Maksimilijan Gošnja. Vse smo že čuli. Čuli smo, mladi rabijo javni zavod, kjer bodo lahko delovali, mladi rabijo tudi mesto, kjer bo prostor za koncerte in podobne zadeve, mladi rabijo tudi kako je rekla gospodična, da bodo se lahko tudi kulturno udejstvovali, da bo Ljutomer spet mesto kulture med mladimi in mladi rabijo vso podporo, da lahko te stvari začnejo izvajati. To je to. Danes pa imamo blef in zavajanje, pod katerim živimo, da je Ljutomer mesto prijazno mladim. Ja, kje? Tisti znak, kaj je tam pri občini postavljeni, to je to. Gregor Žižek. Ja, tukaj lahko, ne vem, kaj lahko se naštejemo, kje bi, da ne bomo izpustili tisti najbolj glavnih 3 stvari, seveda sprejetje mladih, njihovih idej, naprej se posvetovati oziroma videti sploh, kaj naš ustanovljeni center dela, potem, če se malo vrnem tudi na gostilničane, pa to skupaj povezati, ne? Ali to ni vprašanje bilo neko? Ja, to je bila sugestija. Ja, moram ti reči, da je to kar dosti dela bi bilo, da bi sploh te naše ponudnike skupaj spravili, da bi se skupno promovirali, da bi skupno Facebook stran imeli, ker mi smo še malo tukaj, bom rekel, pod narekovanjem zakompleksani, to pa iz pretekle zgodovine vem. Dobro, za mlade, da se vrne, da bom obvezno neka inštitucija, ki jih bude povezovala, ne samo na nočnem življenju, to je malo tašna beseda, čudna, ampak tudi na intelektualnem, potem kreativnem in pa seveda izobraževalnem udejstvovanju. Hvala lepa. Mislim, da ste vi dvignili roko. Izvolite. Hvala. Jaz imam eno vprašanje. Zakaj ne bi občina, mislim, da je to pač problem vseh občinah v Belgiji, v bistvu ustanovila en inkubator za mlade, kjer bi se mladi družili, razvijali svoje podjetniške ideje in se tak način potem tudi osamosvojili od družine, od doma, šli na svoje. Mikrofon malo bliže. Ker je to v bistvu problem mladih, ne, večina mladih je po koncu šolanja še vedno doma, vstaj recimo do 30. leta, ne, ker enostavno pač je takšna finančna situacija v tej regiji. In pač ne bi omenjala mladinskega centra, ne bi omenjala večgeneracijskega centra v Ljutomere, pač dodala pa vide, pač čas, ne, ko pač čas, da se mogoče mladi pač povežemo, ne, kljub temu se mogoče imam še mlada, kljub temu nisem več dijakinja, ne, ampak pravim, da je pač čas, ko nam vlada neka elita, pač konec, ne. Še kakšno vprašanje konkretno? V bistvu leti na inkubatorje, ne. Zdi se mi pač, da je to v tujine, da ste bolj delujoče. To je to. Hvala lepa. Vaše ime? Kaja. Kaja bi želela odgovor. Ja, absolutno podpiram to. Glejte, prej sem tudi omenil, ne, da je tudi obrtna zbornica tista, ki spi, kjer bi bilo ogromno možnosti z delovanjem mladih, da bi prišli tudi do inkubatorja. Startupi so ravno tista zgodba, ne, ki mladim daje možnost, da svojo idejo nadgradi. In to je tisti inkubator. Seveda pa mora to biti širše, ne, iz katerega potem začne prek izobraževanja, prek številnih možnosti mlade usmerjati v podjetništvo. In danes je ogromno mladih, ki že tudi na fakulteti včasih začnejo pa svojo firmo ustanovijo. Seveda pa morajo imeti neki support poleg tega, absolutno, ne, ker to ni tako enostavno.
volje je premalo. Ta mladinski center, o katerem sem govoril, v vzoru nekega urbanega centra, je poleg tega, kaj ste vi omenila, še mora predstavljati neko banko idej, kjer v bistvu support nudila mladim, in v programu, ki ga smo napisali, je točno to zapisano v mladinskem programu, prej se hotel vsega naštevati, ampak ena od teh je napisano not tudi to, kaj ste rekli vi, se pravi, da se pomaga mladim priti do start-upa, se pravi prek start-upa priti do neke zaposlitve, ampak to je polno faktorjev na to vezano, zdaj se ne bi na dolgo pa široko, ampak imamo v mislih to. Gregor Žižek? Ja, v Ljutomeru imamo podjetniški inkubator, ne. Sicer je, kako deluje, ampak vem, mladi ste brez začetnega kapitala, to je problem, ne. In ideje imate in jaz vidim rešitev, ki je najhitrejša. V tem sem si dodal, da bom vključil v proračun tako imenovani participatorni proračun. Če ste že slišali, to je proračun, ki bo namenjen izključno občanom, občankam občine Ljutomer, ki bodo svojimi kreativnimi idejami, dobrimi projekti lahko razpolagali s temi financami. Ali to bo to 5%, ali bo to 10% proračuna, ampak če boste imeli kot skupina mladih ali pa karkoli idejo, dober projekt in bo tudi ocenjen, boste dobili iz proračuna določena sredstva. To je najhitrejša pot, kaj lahko obljudim. Tu je tale impuls, ki prihaja, no, za prvo skupino, ki je zapustila to dvorano, smo dobili nekako namig oziroma obvestilo zakaj, zdaj tale druga ni bila napovedana, nam pa je dala svoj vrsten signal, da se počasi ali ponavljamo, ali da nismo več zanimivi, ali pa da, ja, to pa veste vi, spoštovani mladi, in želim vam, da se vam izpolnijo vsa vaša pričakovanja. Mi bomo glede na čas in seveda dogovorjen scenarij, sedaj počasi zaokrožili tole naše druženje. Meni naj bo dovoljeno samo, da vam v imenu organizatorjev rečem hvala. Hvala, da ste nam povedali, kar mislite in razmišljate. Vseeno pa bom Sanjo Vičar še enkrat povabil pred mikrofon, pa tudi Franjo Kos bo prišel in vidva bosta tista, ki bosta imela zaključno besedo, ker se je zahvalila tudi našim cenjenim gosti, ki je prišla, in vsem vam, ki ste obiskali današnje soočenje. Izvolite. Še enkrat bi rada rekla hvala vsem, hvala kandidatom, da so se udeležili soočanja, da so povedali svoje mnenje, hvala vam mladim z vsemi postavljenimi vprašanji in predlogi. Seveda pa hvala tudi Mladinskemu svetu Slovenije, ki je sploh dal idejo oziroma razpis, s katerim smo lahko mlade pozvali k aktivnemu državljanstvu in spodbujali k aktivni participaciji. Upamo, da ste mladi vsaj dobili vsaj delček odgovorov, ki ste jih hoteli slišati, in seveda spodbujamo tudi idejo, da bo še več takih srečanj med mladimi in pa bodočimi odločevalci. Hvala lepa. Tehnična služba bila je vsem najlepšem redu. Še en dokaz danes, spoštovani in spoštovane, potrebno se je pogovarjati in pogovarjamo se tudi v prihodnje. Hvala za sodelovanje in še kdaj naslednje, pa veliko uspeha v šoli. Srečno!